In še prvo mesto, od ideje do neodvisnega celovečernega filma Razodetje. Avtorica Sara Krevel, mentorica Maja Weiss Brac in pa mentor v podjetju Uroš Raztresen. Po podelitvi priznanj še mentorjem boste imeli priložnost vsa 3 najboljša diplomska dela tudi slišati in o njih izvedeti, zakaj so morda ravno ta dela letos izstopala. Dober dan, jaz sem Sara Krevel in danes vam bom predstavila mojo diplomsko nalogo. Naslov moje diplomske naloge je bil Od ideje do neodvisnega celovečernega filma Razodetje in sicer kaj sploh je Razodetje. Razodetje je dokumentarno igrani film, v katerem sem predstavila 3 zgodbe po resničnih dogodkih. In sicer prva zgodba govori o fantu, ki je poskušal narediti samomor. Potem druga zgodba je o fantu, ki je zbolel za tragično boleznijo in potem tudi zelo mlad umrl. In potem tretja zgodba o fantu, ki je izgubil nogo. Torej, to so 3 zgodbe, ki so depresivne, so žalostne, ampak so resnične, ampak ni vse črno na belem. Včasih, ko se zgodijo slabe stvari, so tudi dobre v tem, se kaj naučimo, potegnemo ven kaj iz tega, ne? Tako da film ni črnogled, ampak je pozitivno naravnan. In potem imam, če bo to delovalo, lahko ključek se da noter. Rada bi vam pokazala napovednik, da boste videli, kako film izpade, kako smo ga posneli, kakšna dinamika filma je. Na ključku imam, ker noče povezava. Mislim, da je to, ja, tako. Danes zjutraj smo za gospoda nekaj pozabili rezultate. Nekega dneva enostavno počel se. Čisto vsi delamo napake. Vidite, kakoli se nam v življenju zgodilo, bomo dalje skupaj. Tako, to ste na kratko videli, o čem se je film šel. Zdaj pa, kako je bila moja diplomska naloga sestavljena. Bila je sestavljena iz 2 delov. Torej, prvo je teoretični del, v katerem sem predstavila vse faze, ki so potrebne za nastanek filma. Potem v praktičnem delu sem pa to tudi obrazložila, kako sem skozi te faze šla jaz, ko sem delala film Razodetje. In na začetku diplomske naloge sem si postavila 3 hipoteze. In sicer prva hipoteza je, za nastanek dobrega filma je pomembno odlično timsko delo, to sem se tudi naučila, da sam ne moreš narediti tako velikega projekta, moraš imeti ljudi za seboj. Potem druga hipoteza, dobra organizacija produkcije je ključ do uspešne realizacije filma, torej organizacija, da se zorganiziraš, kdaj bo snemanje, kje bo snemanje, kdo bo na snemanju in tako naprej. In pa še tretja hipoteza, ustvarjanje filma je tudi izjemna življenjska izkušnja, to lahko rečem, jaz sem ga naredila pri 21 letih, tako veliki projekt in to je res nekaj nepopisnega. Zdaj pa, jaz v filmu sem delala vse pomalo, včasih sem tudi snemala, drugače sem imela tudi snemalca, moja desna roka, ki je danes tudi z menoj, Domen Zupančič, ki me tudi danes snema za spomin.
Tisto, kar sem delala pa 100%, samo jaz, je pa idejna zasnova, torej, da sem zbrala te 3 zgodbe in jih potem povezala v neko celoto, da je lahko nastal film. Potem napisala sem tudi scenarij, vse dialoge, vse, kar se zgodi v filmu. Potem, kot sem že omenila, imela sem preko organizacijo, celotno organizacijo vsega. Potem tudi režiranje, bila sem na vseh snemanjih, sem usmerjala igralce, kako morajo igrati. Potem montažo tudi celotnega filma sem imela čez in na koncu tudi promocijo, razne napovednike je bilo treba zmontirati, potem na socialnih omrežjih oglaševati. Letake smo natisnili, da so ljudje vedeli, da ta film obstaja, tako da bilo je res veliko dela. Razodetje smo snemali 22 dni, če se tako pogleda, seveda razporejeno po celem letu. In včasih smo snemali po cele dneve, drugi smo snemali po par ur na dan in potem je iz teh 22 dni nastal film v dolžini 1 ure in 28 minut. Tlele imam pa tudi objavljene dokumente, ki so bili vedno prisotni na snemanju, ki so nam pomagali. Prvo terminski plan, da smo si lahko se zorganizirali, potem scenarij, da so igralci vedeli, kaj morajo povedati, in pa snemalna knjiga, ki je zelo prav prišla za našega snemalca, da je vedel, kakšne kadre mora posneti. Ja, to bi izpostavila ustanove, ker smo sodelovali z veliko ustanovami, državnimi. Ker sem bila študentka, so mi dejansko šli na roko in so mi zastonj ponudili svoje prostore, kar sem jim še zdaj zelo zahvalna. In sicer to so bili Splošna bolnišnica Brežice, Zdravstveni center Aristotel, potem grad Struga, ki je v lastništvu podjetja Krka, Galerija Božidarja Jakca, Vila Colarič in pa Zidanica vina in medu. Tukaj je pa par slikic iz zakulisja snemanja, kako smo snemali. Lahko vidite, da smo imeli tudi držalca mikrofona, potem snemalec naš. Na eni sliki se tudi vidi, kako smo postavljali sceno. Eno bolniško sobo v eni zgodbi smo dejansko v domačem studiu tudi celotno postavili, tako da smo bili že tle lahko zelo kreativni. In pa tudi utrinki snemanja, jaz prisegam na to, da spomini so tisti, ki ostanejo za vedno. Zato sem tudi vedno vztrajala, da ob koncu snemanja se skupinsko fotografiramo z vsemi igralci, z celotno ekipo. In to res, takoj ko pogledam te slike, me vrže nazaj v ta trenutek in lahko obujam spomine. No, potem je pa prišel ta velik dan, 2.4.2022, ko smo mi organizirali veliko premiero, ko so si lahko film prvič ogledali ljudje. In to smo naredili v Krškem, v veliki dvorani Kulturnega doma Krško. Tam noter gre 500 ljudi in dejansko smo tudi dvorano razprodali in je prišlo 500 ljudi in si je 500 ljudi prvič ogledalo film. Celoten dogodek smo tudi z snemalcem vodila sama. No in potem smo imeli tudi podelitev nagrad, filmskih kipcev, priznanj, rožic, da je bilo res, da sem se s tem zahvalila vsem. Imeli smo tudi nastop Nuše Derende, za svojo evrovizijsko pesmijo je nastopila, ker sicer ona je bila tudi del tega filma, je tudi nastopala noter v njem. Potem, ko se je pa ta uradni del končal, smo pa imeli še pogostitev. Imeli smo degustacija vin, tudi 7 vinskih kleti iz okoliša je sodelovalo, so bili naši sponzorji, so ponudili svoja vina, imeli smo narezke, peciva, vse. In potem tudi rdečo preprogo, natisnili smo ozadje, pred katerim smo se lahko slikali. Torej res smo se želeli čim bolj približati nekem hollywoodski premieri. Potem seveda po premieri so pa tudi nastopila druga predvajanja po drugih ustanovah, vsaj 7, in sicer v Bistrici ob Sotli smo imeli eno predvajanje, potem 2-krat na naši šoli, višji, potem v Mladinskem centru Brežice, v Kulturnem centru Brežice, potem tudi šolski center Krško Sevnica si je ogledalo, Kino Velenje, Kulturni center Semič, tako, tle se konča Kulturni center Semič, potem smo pa celo prišli na televizijo, 2-krat so nas predvajali na vaš kanalu, potem pa celo nazadnje še na TV Veseljak Golica, kjer smo z snemalcem Domnom tudi imela priložnost imeti intervju, smo lahko predstavila film in potem ob 8 zvečer si je lahko tudi ta film vsak na njihovem sporedu pogledal. In tle se je moj cilj tudi uresničil, ker tle je pa res največ ljudi zelo lahko videlo ta film, to je tudi bil moj cilj, ker sem vedno menila, da te zgodbe si zaslužijo, da jih vidi čim več ljudi, ker so res življenjske. Tudi razni časopisni članki so nastali, potem Dolenjski list, Posavski obzornik, Slovenske novice, revija Lady, razni portali so pisali o nas, tako da to sem bila res vesela, ne, da se je čim bolj razvedlo okolje, da to obstaja.
No in potem je prišla ta čas, da sem se jaz končno spravila napisati pisni del diplomske naloge, ko so vsa predvajanja se končala, da sem se osredotočila samo na to in sem potem tudi dobila nagrado za najboljšo diplomo na naši šoli in sem bila res vesela. In jaz še kar trdim, da to ni samo moja nagrada, ampak je nagrada vseh, ki so sodelovali pri tem filmu, ker brez timskega dela ne bi bilo tega filma. Zdaj pa kje je zdaj film, kje si ga lahko gledate. Pred približno enim mesecem smo ga objavili tudi na YouTube, je zastonj za ogled na našem kanalu Team Someday, tako da če si ga kdo želi slučajno pogledati, ga imate tam. Zdaj pa še zaključni vtisi. Ja, jaz sem ta film naredila pri 21 letih, res je izjemna izkušnja, sem se pa tudi marsikaj naučila. Nekaj sem že povedala, naprimer timsko delo je pomembno. Pomembna je tudi podpora ljudi, sploh domačih, da ti stojijo ob strani, da verjamejo v tebe. Potem brez tveganja ni ničesar. Jaz sem šla samo za ta film preko študenta dela, da sem si ga lahko privoščila, ker vseeno je finančni zalogaj velik bil. In nisem imela zagotovljeno, da se mi bo karkoli povrnilo glede denarja, ampak sem vseeno šla 100% v to in sem jaz plačala, absolutno. Potem pa še to, če imaš strast in željo, ti lahko vse uspe. So vzponi in padci, ampak treba imeti upanje in treba vztrajati in ko imamo željo, to je. Razodetje je ogromna motivacija in odrivna točka, da jaz tudi trenutno že uresničujem svoje sanje, kajti pri 17 letih sem napisala knjigo, ki ni bila nikoli dokončana in jaz sem vedno hotela to knjigo spremeniti v serijo. In trenutno tudi to delam, združila sem se z Abrams produkcijo iz Krškega in že z direktorjem Martinom Abramom pišemo scenarij za to serijo. Seveda smo pa tudi v aktivnem iskanju še dodatnih sponzorjev, ker to bo ogromen finančni zalogaj, ampak se dogaja in absolutno menim, da brez razodetja tudi te serije ne bi bilo, ker dejansko, če ne bi šla jaz pri 21 letih čez ta proces, ne vem, če bi šla zdaj. Tako da absolutno je razodetje omogočilo, da si lahko zdaj uresničim moje sanje in tudi razodetje so bile moje sanje. In še za na koncu bi izpostavila sporočilo filma Razodetje in tudi stavek, življenjski stavek. Živi za danes, za trenutek, za to sekundo, ker nikoli ne vemo, kdaj nas več ni in res živimo v trenutku in cenimo vse, kar imamo in tako je prav, tako moramo živeti. Tako da najlepša hvala. Karierna že začrtana, mi bomo gotovo z veseljem si pogledali ta film Razodeti in pa tudi potem vse naslednje projekte, ki si jih bo Sara gotovo zastavila.